Z nami je zdaj Alenka Jeraj, predsednica parlamentarne komisije o domnevno ukradenih otrocih. Dober večer. Dober večer. Kaj ugotavljate v vmesnem poročilu? Je torej prihajalo do neke namerne odtujitve otrok staršem ali ne? Zaenkrat to ne moramo trditi, zato tudi predlagamo, da bi pač v novem sklicu bila ponovno sestavljena komisija in bi nadaljevala delo od tu, kjer smo mi končali, torej kjer bomo končali, ker še delamo. Ugotovili smo pa cel kup nepravilnosti, seveda v dokumentaciji, marsikje dokumentacije sploh ni, lahko rečemo, da mogoče tudi se je kaj izgubilo glede na časovno oddaljenost, ampak ne glede na vse, bi morali vsi ti protokoli, tudi takrat so veljali zakoni, bi morale stvari teči tako, kot je treba. Naprimer, upisati v rojstno matično knjigo v določenem roku, v matično knjigo umrlih. Vse to se je zamujalo ali pa popravljalo dokumente. Nekje imamo dokumente, kjer je različen datum rojstva zapisan ali pa različen datum smrti. Pri večini primerov je pa problem ravno to, da, kar je bilo povedano tudi v prispevku, da kje niso delali sploh obdukcije, ampak če je otrok umrl, v vsakem primeru mora iti na patologijo in se mora narediti obdukcija in odvzeti parafinski vzorci, torej narediti vzorce, da se lahko kdaj dela DNK. V kar nekaj primerih tega ni bilo, ali pa vsaj obdukcijskih zapisnikov ni, ali pa sprejemov na obdukcijo. Največ primerov je pa problematičnih z vidika, da ni grobova. Tudi če je bolnišnica mamam rekla, da bodo oni pokopali, bi moralo biti to zavedeno, na Žalah, v Mariboru, kakorkoli. In ko gledaš določena obdobja, naprimer en mesec, v katerem je umrl tudi kakšen od teh otrok, ki jih mi obravnavamo, so otroci umrli, pa so zapisani lepo poimensko, datum, kdaj je bil pogreb in tako naprej. Pri teh otrocih pa tega ni. Še več, imamo celo primer, ko ne bi se obdukcija delala zjutraj ob 9, ob 11 ne bi bil pa že pokopan, kar vemo, da je praktično nemogoče. Je možno, da bi bili ti umrli otroci lahko kdaj, tako kot smo slišali v prispevku, predmet trgovine z otroci? Ravno zato mi to preiskujemo, a ne, vemo primere iz drugih republik bivše države in pač mame, ki iščejo praktično že desetletja te svoje otroke, ne verjamejo, da so mrtvi, pač tudi po nekih lastnih občutkih, a ne, pravijo, da ne morejo prižgati sveče, ker nimajo občutka, da je ta otrok mrtev. Zdaj lahko je to, ker se niso mogle posloviti, ampak bolj verjetno pa je, da se je res nekaj takega nezakonitega dogajalo in zato so tudi podale prijave na policijo in tožilstvo, ampak tam pravijo, da so to stari primeri in se s tem tako intenzivno ne ukvarjajo. Ampak sprejemanje tega vmesnega poročila ne je za razliko od SD-ja, koalicijskega gibanja Svoboda, zavrnilo. Ta predlagano vmesno poročilo je zelo razburilo tudi Urško Klakočar Zupančič. Poglejmo, kako je v parlamentu obrazložila svoj glas proti. Res so se v tem mandatu spustili na najnižje možno dno. In to brez vsakega dvoma velja za vse tiste poslanke in poslance, ki sodelujejo v preiskovalni komisiji o tako imenovanih ukradenih otrocih. Ne samo, da je predsednica te komisije hodila po hodnikih Državnega zbora s plastično lutko v rokah, s plastično lutko dojenčka v rokah, se pri tem snemala in to objavljala na družbenih omrežjih v svojih prizadevanjih, da bi dokazali, da so bili otroci res ugrabljeni, so šli celo tako daleč, da so izkopavali otroške grobove in grebli po grobovih. In na koncu so verjetno razočarano ugotovili, da je v grobu res bilo truplo novorojenčka, sprevrženo do konca. Nisem si mislila, oprostite, govorim, nisem si mislila, da so poslanke in poslanci tega res sposobni. Zato, da bi na žalosti in stiski staršev kovali svoje politične dobičke, so, spoštovani državljanke in državljani, res izkopali grob. Dno, spoštovane poslanke in poslanci, je bilo doseženo. In edino, kar so brez dvoma, oziroma edino, kar je bilo brez dvoma ukradeno, je bil večni mir teh otrok. To pa je bilo ukradeno. Kaj pravite na te očitke? Torej, en grob je dejansko bil ekshumiran. V decembru smo to naredili, torej ne mi, ker mi to niti ne moremo narediti, ampak sestrica te pokojne punčke
je pričala na naši komisiji in starši že 43 let ne vedo, ali je v tem grobu res njihov otrok ali ne. Namreč s punčko je bilo vse v redu, torej so jo zdravili in to, potem so pa sporočili, da je umrla. Čeprav je oče obiskoval in je bilo vse v redu, res je bila pa iz Ptuja premeščena v Maribor. Potem so dobili telegram, da je punčka umrla, čist šokirani seveda, ker jim nihče ni rekel, da lahko umre, ker so jo zdravili normalno. Potem so pa dobili domov samo, torej ne domov, na pokopališče, zaprto krsto, ki jo niso smeli niti odpreti, niti pogledati. Mama pa sploh ni videla, niti oče mrtvega otroka. Pogreb je res potem bil, ampak starši so želeli in se s to prošnjo tudi obrnili na našo komisijo, da bi ta grob izkopali. Se pravi, starši so predlagali, da se ta grob izkoplje, ne vi? Starši so predlagali to na naši komisiji, mi smo pa potem, glede na vse sume, da lahko tam otroka ne bi bilo ali pa da to ni njihov otrok, smo potem dali predlog preiskovalnemu sodniku, kajti samo on lahko odredi tako preiskavo. In preiskovalni sodnik je očitno videl, da je sum in kaznivega dejanja in je to tudi odredil. Na izkopu so bili prisotni starši, prisotna je bila kriminalistična policija, prisoten je bil predstavnik Inštituta za sodno medicino, ki je seveda potem, ko je bilo pač to trupelce izkopano, prevzel kosti in iz katerih bodo poskušali narediti DNK analizo z mamo, da vidimo, ali je ta otrok res njihov. Tisto, kar je posebno pri tem ali pa čudno, je tudi zapisnica, ki jo je ta otrok imel. Sicer je z podatki mame tako, kot je pravilno, vendar ima kovinsko zaponko. Takrat pa ni bilo kovinskih zaponk, bile so plastične zaponke. Tudi zato, da se ne, torej se lahko samo strga, težko jo odpreš, a ne? In lahko bi bila tudi prerezana in potem s to zaponko zapeta. Skratka, mi smo sledili temu predlogu staršev in na ta način bomo ta primer lahko tudi zaprli. Torej, če bo ugotovljeno, da je to njihova punčka, je zadeva zaključena za starše in za nas v tem primeru, a ne. Imamo pa cel kup primerov, kjer grobov ni in se kaj takega niti ne da narediti. Kaj pa očitki Urške Klakočar Zupančič, da ste na račun otroka oziroma staršev delali politično si kampanjo in da ste dosegli poslanci, člani te komisije in vsi tisti, ki so pač sodelovali pri tem sprejemanju poročila, če sem jo prav razumel, dno od dna. No, če bi gospa Klakočar spremljala naše delo in prebrala poročilo, ki je zelo strokovno in zajame samo tiste stvari, torej, ki smo jih ugotovili, bi verjetno drugače govorila. Jaz obžalujem, da so poslanci Svobode glasovali proti, celo Levica se je vzdržala, namreč Levica in poslanci Gibanja Svobode niso sodelovali v preiskovalni komisiji, sodelovala je pa stranka SD, Predrag Bakovič, ki je tudi s svojimi izkušnjami bil zelo pomemben doprinos, ker je pač delal prej v policiji in smo res zelo previdno delali vse stvari, da ne povzročamo novih travm, da ne delamo novih krivic, da ne obtožujemo kogarkoli, ampak da skušamo ugotoviti, kaj je resnica, zato da bodo to tudi starši izvedeli. Najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Hvala vam.